Prijazno pozdravljeni. Med številnimi vsebinami, o katerih se pogovarjajo v Evropskem parlamentu, je zelo odmevna razprava o novi uredbi Evropske unije o semenih. Kritiki uredbe so navajali, da če se bodo načrti Generalnega direktorata za varno hrano in zdravje ter zaščito potrošnikov uresničili, potem bo še več redkih in starih sort sadja, zelenjave in žit izginilo s tržišča. Na te pestre sorte in sorte prilagojene ekološkemu kmetovanju se bo zgrnila birokracija, medtem ko se bo moč agroindustrije še naprej krepila. Podporniki pa navajajo, Evropa ima visoke standarde za varnost hrane in sveže naj bi zagotovil pravila za še boljšo varnost hrane. V Evropskem parlamentu se obravnava uredbe še ni začela, predvidoma se bo postopek začel šele proti koncu letošnjega leta, natančneje še ni znano. Iz Bruslja se je oglasila evropska poslanka dr. Romana Jordan in se najprej dotaknila pomislekov glede uredbe o pitnih vodah in takoj nato uredbe o semenih. Komaj se je polegal prah ob napačnih informacijah glede direktive o koncesijah oziroma glede direktive o vodah, kot so jo nekateri imenovali. Že so se pojavili novi napadi na evropsko politiko in sicer zaradi uredbe, ki naj bi obravnavala ravnanje oziroma varnost in kvaliteto semen. Seveda pa se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha in verjamem, da tudi v tem primeru bo tako. Namreč ti napadi so se vsi začeli že prej, preden je bil predlog nove uredbe sploh objavljen. Ko je komisija to uredbo objavila, pa smo videli, da gre pravzaprav za poenostavitev, da je 12 direktiv združila v eno uredbo in da je to pravzaprav v tem formalnem smislu zelo dobro. Pri direktivi namreč velja, da jo mora posamezna država prenesti v svojo zakonodajo, da so interpretacije za to različne in da se potem tudi različno implementira. Poleg tega je bilo teh direktiv 12 in seveda je prihajalo do velikih razlik v izvajanju med državami članicami. Zdaj ne bi bila to ena uredba, kar pomeni, da začne veljati takoj po celotni Evropski uniji. Sicer pa moram povedati, da ta uredba velja samo za tista podjetja, ki se profesionalno ukvarjajo z pridelavo semen. Sistem ostaja enak kot je doslej in sicer, da je potrebna registracija, certificiranje, inšpekcije, da so semena razdeljena v določene razrede in pri tem določena semena, kot so recimo razna nišna semena, tradicionalna semena, ekopridelava, bodo potrebovala manj administracije in manj dela kot doslej. Moram povedati tudi to, da se bodo kmetje lahko sami odločili, ali bodo kupili seme za pridelavo od nekega podjetja ali pa si ga bodo pridelovali sami. Tudi vrtičkarji ne bodo prav nič omejeni pri uporabi semen, ki ga bodo sami vzgajali ali pa si ga bodo recimo pridobili od soseda. Je pa res, da bomo morali skrbno obravnavati to uredbo. Predvsem sama vidim, da bomo morali zelo paziti, da bomo res podali vse politične smernice za podzakonske akte, kajti številni podzakonski akti bodo pripravljeni na podlagi te uredbe, zato moramo res paziti, da bomo pokazali pravo politično smer. Ob koncu pa še nekaj. Velikokrat imam tu v Bruslju občutek, da ljudje mislijo, da je Evropska komisija in pa da smo evropski politiki sovražniki ljudi v posameznih državah članicah. To sploh ni res. Mi se trudimo, da bi bila zakonodaja čim boljša in jaz mislim, da nam to tudi kar dobro uspeva, saj dihamo v Evropski uniji kar zelo čist zrak, imamo dostop do neoporečne pitne vode, hrana pa nasploh velja, da imamo sistem enega izmed najbolj varnih sistemov hrane v svetu. Iz Bruslja se nam je oglasila evropska poslanka dr. Romana Jordan in predstavila stališče o novi uredbi glede semen. V nadaljevanju pa povabljeni k poslušanju stališča evropske poslanke glede tesnejšega povezovanja, predvsem z mladimi, v želji približati Evropo vsem državljanom. To je še posebej pomembno v tem letu, ki je posvečeno državljanom Evropske unije in njihovim pravicam. Pomemben vidik evropskega državljanstva predstavlja aktivno državljanstvo, ki pomeni predvsem aktivno vključevanje državljanov in organizacij civilne družbe v življenje skupnosti ter sooblikovanje politik na vseh ravneh.
K vključevanju v razpravo državljane poziva tudi slogan Evropskega leta Za Evropo gre, za vas gre. Vključite se v razpravo. Kako to konkretno uresničuje doktorica Romana Jordan? Da se pogovarjam z ljudmi, da se pogovarjam z mladimi, da jim povem, da smo poslanci zelo odprti za pogovor in tudi, da slišim želje ljudi, pričakovanja ljudi, njihove občutke, kako živijo. Zelo je bilo zanimivo, da so mi sami dejali, ker so to pač seveda bolj aktivni, dinamični državljani, da so mi sami dejali, da vidijo pasivnost pri svojih vrstnikih in da si želijo, da bi bili bolj aktivni. In so oni mene vprašali, kaj narediti, da bodo mladi bolj vedeli, da je treba biti aktivn, da se bodo odločili, da bodo nekaj prostega časa posvetili tudi tem temam, ki uravnavajo njihovo prihodnost. In jaz upam, da dokler bodo ljudje, pa čeprav bo to seveda manjšina, ki bodo vedeli, kako pomembno je, da smo aktivni, kako pomembno je aktivno državljanstvo, tako dolgo bo seveda tudi ta demokracija pri nas delovala. Kajti zavedati se moramo, da je demokracija sistem, pri katerem odločajo ljudje, kdo so politične elite, in da tak sistem seveda terja aktivno državljanstvo, osveščenega človeka. Kako čudni so časi, mladi nimajo služb, pa vendarle tudi ta čas ponuja veliko priložnosti in možnosti, je pa treba delati. No, jaz mislim, da ta čas ponuja ogromno priložnosti in da verjetno tako veliko priložnosti, kot jih imamo vsi skupaj sedaj, jih še nikoli prej nismo imeli. Je pa res, da je to čas, ko ničesar ni podarjeno. To ni čas, ko bi recimo nekdo končal službo, nekdo končal fakulteto, pa bi ga služba kar čakala. Nekaj je treba narediti, da se izkoristi te priložnosti. In tudi za Slovenijo. Mi smo meje podrli, mi smo naenkrat postali del 500 milijonske družine, ne 2 milijonske. Mi imamo ogromen trg in se mi včasih zdi, da tisto, edino, kar smo res do potankosti znali izkoristiti, je to, da gremo v trgovino in si napolnimo košaro z izdelki, ki niso samo slovenski, ampak so res globalni. Ampak mi moramo razumeti, da se je ta trg odprl tudi nam, da tudi mi damo temu trgu svoje znanje, svoje izkušnje, da tudi mi preko seveda uspešnih podjetnikov pokažemo in nekaj ponudimo temu trgu. Tu se mi pa zdi, da tega zavedanja še ni tako veliko. Je pa res, da tudi naše okolje, če ga gledamo, ni ravno naklonjeno podjetniški ideji. In zelo zanimivo, da je to ravno pokazala neka statistika, ki je bila objavljena prav sedaj prvič, in sicer je to bil se reče, ocena industrijskega in podjetniškega okolja za leto 2012, kjer se recimo prav za te mala in srednja podjetja kaže, da v Sloveniji nimajo nekega spodbudnega okolja in da imajo ogromne težave pri iskanju financiranja projektov, pri pridobivanju kreditov. In to so tiste stvari, ki jih moramo urediti. To je tisto, kar nas bo povleklo iz tega pasivnega stanja, ko ne govorimo o razvoju, ampak o zatonu gospodarstva. Namen je, da ljudi osveščamo, da jih opozorimo na stvari, ki so pomembne za družbeni razvoj, za razvoj posameznika, in se mi zdi, da stvari, ki so povezane z Evropo, vsi kar hitro nekako sprejemamo, kot da so del nas, kot da so take, kot so, da kar morajo biti, in da se ne zavedamo, kaj vse je bilo treba vložiti v to. In to, da mi danes živimo v takem okolju, kot živimo, je vendarle rezultat recimo desetletja trajajočega miru, in osnovna ideja Evrope je bila trajna vzpostavitev miru. Na to pozabljamo in na to je treba ljudi spomniti. Mir seveda pa tudi ni neka vrednota, ki sama po sebi kar je, ampak si je treba zanj prizadevati. Tako preko solidarnosti, preko nekega empatičnega odnosa in spoštovanja soljudi in drugih narodov, kot tudi preko tega, da ustvarjamo pogoje, da ljudje živijo človeka dostojno življenje. To je potem zagotovilo za trajen mir. Je spodbudila evropska poslanka doktorica Romana Jordan.